pozdrav, moje ime je Maja in dobrodošli na mojem fitness kanalu. Danes bomo naredili 5-minutni trening za začetnike in za ta trening ne potrebuješ nobene opreme, samo mogoče podlogo. To je to. Današnji trening je sestavljen iz 5 vaj in preden začnemo, bom šla čez vaje. Prva vaja je čisti klasični počep. Stojimo malce bolj narazen in seveda imamo ramena nazaj, trebušček je lepo napet in potisnemo boke nazaj in pri tem pazimo, da kolena ne grejo čez prste na stopali in gremo nizko kot lahko. In ko se dvignemo gor, stisnemo zadnjične mišice. Gremo lepo dol in gremo lepo gor. Ok, vaja številka 1. Vaja 2, bomo šli na sklece. Se pravi, pri sklecah pazimo na začetni položaj, boke potisnemo v ravno linijo naprej, roke so v liniji ramen in dejansko potem se samo spustimo dol in se dvignemo nazaj gor. Pazimo, da komolec gre v kot 45 stopinj nazaj in ne takole. Ja? Lahko tudi narediš skleco z rokami ob telesu. Ja? Dobro, to je to. Potem bomo naredili butt lifts, se pravi most. Tudi noge so bolj narazen in gremo dejansko gor, stisnemo zadnjične mišice, gremo nazaj dol, gremo gor in dol. In potem tudi mogoče počakaš kakšno sekundo, 2 na vrhu, stisneš in greš dol. Ok, to je vaja številka 3. Ostanemo dol in bomo šli na kolesarske trebušnjake, se pravi izmenično dotikamo koleno in komolec in tudi izmenjujemo noge. Pri tem tudi pazimo, da so komolci narazen. Eno komolec je na tleh, drugi se dotakne kolena. Ja? Tako. Pri tem paziš, da je hrbet vedno poravnan z blazino, da aktiviraš tudi spodnje trebušne mišice. In zadnja vaja bodo bili počasni pohodniki, slow mountain climbers. In gremo v položaj deske, oziroma plank položaj in bomo dejansko samo takole korakali v tem položaju. Kadarkoli boste imeli občutek, da ne morete več, seveda si vzamete par sekund počitka in potem nadaljujete. Današnji trening bo visokointenzivni intervalni trening, se pravi, da bomo imeli 2 intervala, 15 sekund bo počitek in 45 sekund bo trajala naša vaja. Naredili bomo samo en krog, če želite narediti več, lahko ponovite 2-krat ali 3-krat. Tako, zdaj se malo ogrejte in let's do this together. V redu, zdaj bom pritisnila sem start. Najprej imamo 15-sekundni odštevalni interval. Takole. Evo, in začeli bomo s počepi. Ne pozabite na pravilno držo, ramena nazaj, napet trebuh. Prav tako potisnite boke nazaj. In gremo lepo počasi, stisneš gor, dol. In tudi izdihneš na vrhu. Super. Ta vaja je učinkovita predvsem za zadnjico in seveda za noge. Težina je večinoma na petah. Je pa tudi super, da imate celotno stopalo na tleh. Ok, še malo. 2, 1, super. Gremo zdaj na sklece, pripravite se
v položaj sklicev, ne takole dol, ampak potisnemo boke dol v ravno linijo in gremo v sklico. Ko se dvigneš gor iz spodnjega dela tu, stisni trebušne mišice in tudi kazalec je zelo močno na tleh, se pravi, se tudi z dlanmi upreš na tla in se dvigneš gor. Tako, še malo. Če želiš počitek, pojdi nazaj v položaj otroka in lepo naprej. 2, 1. Super. Gremo zdaj na most z dvignjeno zadnjico. Se pravi, ta bo delala tudi na zadnjičnih mišicah. In stisneš in greš dol. Stisneš, greš dol. Koleno in stopalo sta v eni liniji in lahko dejansko tudi imaš noge malo bolj narazen. Se pravi, na robovih podloge. Stisneš in greš gor. Lepo počasi. Občutila boš tudi hamstringe, se pravi zadnjične stegenske mišice. Lepo dihaš umirjeno in greš dol. Malo stretchinga takole. Zdaj imamo 45 sekund kolesarskih trebušnjakov. Močno pritisni spodnji del hrbtenice ob podlogo in se dvigneš gor. Ob vsakem dotiku kolena in komolca izdihneš. Dihanje je zelo pomembno pri izvedbi pravilne vaje. Nikoli ne zadržuj dihanja. Mišica potrebuje kisik. Še malo. Če rabiš počitek, si ga vzami. Dihaj. 3, 2, 1. Odlično. Ok. In pred nami je zadnja vaja. Počasni pohodniki. Ne vem niti točno, kako se vaje imenujejo v slovenskem jeziku, ampak bom poskusila se potruditi po najboljših močeh. Evo, gremo v počasno izvedbo te vaje. Prav tako, ko koleno gre naprej, izdihneš. Vdihneš nazaj, izdihneš. Če želiš počivati, greš lepo nazaj v položaj otroka, malo raztegneš ramena in greš nazaj. Gledaš dol, ne gledaš takole, ne gledaš gor, ampak naravnost dol, na rob podloge. Še 3, 2, 1 in 5-minutni trening je za nami. Če želiš, seveda lahko ponoviš to vajo še 2-krat ali 3-krat, tako da imaš lahko odvisno 5, 10, 15, 20-minutni trening in to je čisto dovolj, če želiš trenirati vsak dan. Se pravi, tole je primerno za začetnike. Če pa želiš malo bolj intenzivno izvedbo istih vaj, bom naredila prav tako še video za napredne. Prav tako, če želiš z mano trenirati vsak dan, obišči spletno stran fitnessbymaja.com in lahko z mano treniraš po različnih programih. Vse od začetnikov, od tistih, ki ste na sredini in seveda do tistih, ki želite malo bolj intenziven program. Z opremo, brez opreme, različni stili vadb, z utežmi, brez utežk,
Tudi joga se najde, fleksibilnost, mobilnost, hit, počasni treningi, vse, kar rabiš za svojo fit postavo. Dobro, najlepša hvala za trening z mano in se vidimo.